Pozdravljeni, torej danes se vam zopet javljam, sem zopet tukaj, se zopet snemam, ker sem za vas spet pripravila splošno napoved in pa napoved za vsa astrološka znamenja in dopovedski astrologiji Džotiš. Zdaj v splošni napovedi, torej to, kar zdaj se snemam, se bom dotaknila vstopa Saturna v astrološko znamenje Rib, sončnega mrka in povezave Saturna in Rahuja, ker se vse dogaja naenkrat. Seveda bom omenila tudi vse ostale planete, ki so vstopili oziroma so že v Ribah, in pa seveda, kot sem rekla, Saturna, ki bo pa šele vstopil v astrološko znamenje Rib. In tukaj v tem znamenju Rib se bo nakopičilo res ogromno energije in to nam prinaša res velike spremembe. Zato sem se tudi odločila, da posnamem tale video. Torej, res se bo dogajalo, na isti dan bo Saturn vstopil v Ribe, zgodil se bo sončni mrk, potem kasneje v aprilu, torej 21. aprila 2025, bosta se pa še Rahu in Saturn znašla na istih stopinjah. Torej, zato sem naredila, torej, kot pravim, oziroma tukaj pač se snemam, torej, sem naredila splošno napoved, in pa naredila sem tudi napoved za vsako znamenje posebej. Zdaj, če boste želeli torej, napoved za vaše znamenje, torej lahko to pridobite. Imam zelo ugodno ceno zdaj za tako napoved, za to napoved, to je 25 €. Torej, prijavite, vplačate in dobite napoved po znamenjih. Seveda, tale napoved je pa seveda brezplačna, splošna napoved, iz katere boste pa seveda tudi že marsikaj izvedeli. Pozdravljeni, drugače sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, sem mentorica mojega programa Oracle of Light, to je program čuječnosti in dviga zavesti, zelo poglobljen program. Potem sem tudi učiteljica okultnih vsebin, torej vse, kar delam sama, Džotiš, vedsko astrologijo, tarot, vse druge karte, ki jih polagam, torej poleg tarota, ciganke, Kipar karte, Lenormand, poker, angelske, torej vse karte tudi učim, torej vse te vsebine, vse to, kar delam, tudi učim. Torej, naredila sem tudi svoje karte Rosetta, ki jih lahko tudi kupite. Kar se tiče kart Rosetta, imam tudi en tak brezplačen programček, greste lahko na mojo spletno stran, na orakelske karte Rosetta, tam vidite torej vpogled v karte Rosetta, kliknete in torej prijete na eno stran, torej na moji spletni strani je to oraclelight.org, tam imate en tak torej kvadratek, kjer lahko notri vpišete vprašanje in kliknete 3 karte in dobite popolnoma brezplačno napoved po kartah Rosetta, tudi to možnost imate. Drugače pa vesela sem, da me spremljate, torej, da ste se z mano povezali na mojem kanalu, torej Orakel uči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Zdaj, seveda vas lepo povabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo to objavo videlo več ljudi. In vas seveda vabim, da me še naprej spremljate, torej, da spremljate moje napovedi po Džotišu in po tarotu. Torej, teh napovedi bo več, posebej po tarotu v prihodnosti. Torej, zdaj sem se intenzivno pripravljala in delala tečaje, ko pa tega ne bom več imela, torej, ko ne bom imela več toliko dela s tečaji, bom pa verjetno več snemala, torej ne samo Džotiš napovedi, tudi tarot napovedi. Zdaj, naj vam tudi povem, torej par splošnih informacij, torej na mojem kanalu so vsem vedno dostopne vse moje splošne napovedi, to govorim za Džotiš, in so povsem brezplačne, tudi če se prijavite na torej moj kanal, je to brezplačno. Medtem ko napovedi za vsako znamenje posebej pa so dostopne tistim, ki so vpisani na moje e-novičke, torej tisti dobivajo veliko teh napovedi, torej ki so ali napisane, torej na mojem blogu, ali pa jih posnamem, odvisno. Nekatere so še vedno brezplačne, večinoma so brezplačne, druge bolj poglobljene, so pa dostopne po izjemno ugodnih cenah. In tako bo tudi zdaj, torej za premik Saturna v Ribi, kjer bom opisala tudi vse ostale astrološke dogodke, torej za vsako znamenje posebej, torej to bo pa za zelo ugodno ceno 25 €. Lahko pa naročite za eno znamenje.
Zdaj, torej na e-novičke se lahko pišete spodaj preko linka ali preko moje spletne strani oracleoflight.org in seveda po vpisu na novičke boste prejeli zelo ugodno ponudbo, torej za napoved za vsako znamenje posebej, torej zdaj za napoved za vsa znamenja vstop Saturna v Ribe, kjer pa bom seveda opisala tudi druge astrološke dogodke. Torej, morate pa vedeti, torej jaz upoštevam sideralni in ne tropski zodijak, torej pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja, torej Džotiš astrologinja, nisem zahodna astrologinja. To je pa zelo, zelo pomembna informacija. Torej, napoved za vsa astrološka znamenja je to narejena glede na vaš ascendent, luno lahko pogledate tudi sonce, torej, ampak tukaj seveda imeli boste možnost, da kupite za ascendent, če vas bo zanimalo tudi za sonce pa luno, je tudi v tem smislu narejena napoved, lahko pa potem kupite dodatno, torej še za ta znamenja, ne? Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ga bom prilepila v opis. Ta link vas bo peljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. In tako tudi lahko seveda spremljate vse moje Džotiš napovedi, ker veliko jih je brezplačnih, zdaj sem naredila napoved za lunin mrk, za retrogradnega Merkurja, za vsa znamenja, torej dostopa na mojem blogu popolnoma brezplačno. Torej, in kot sem rekla, torej boste seveda, če boste vedeli, ne, kaj ste po Džotišu, kje imate ascendent, torej luno in sonce, bo seveda lahko potem spremljate vse moje napovedi, torej za velike premike planetov in pa seveda tudi druge napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji, ne. Letos bom pripravila še napoved za Jupitra, in tudi, torej splošno za vsa znamenja in tudi bom pripravila napoved za Rahuja in Ketuja, za premik Rahuja iz znamenja Rib v Vodnarja in Ketuja iz znamenja Device v Leva. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo, a ne, torej, tranzit Saturna v Ribe se bo zgodil konec marca 2025 in bo trajal vse do junija 2027, torej, to je kar, bom rekla, daljše obdobje, a ne, in zato bo zelo, zelo vplivalo na nas, a ne, in to bo zagotovo tranzit leta. Zdaj Saturn zamenja znamenje vsake 2 leti in pol, zato se to ne zgodi vsako leto, a ne, in zato bo seveda to tranzit leta, kot sem že prej povedala, torej letos bo tudi Jupiter se premaknil, a ne, torej iz bika v dvojčka, pa tudi Rahu in Ketu se bosta premaknila, a ne, torej v Vodnarja in Leva, ampak torej najpomembnejši tranzit bo pa tale Saturnov, a ne. V znamenju Rib torej bo bolj natančneje, torej od 29. marca 2025 do 3. junija 2027, torej to je skoraj 2 leti in 3 mesece. Saturn je eden najpočasnejših planetov, a ne, je najpočasnejši planet, zato ima ogromen vpliv. Tukaj seveda ne upoštevam Neptuna, Urana in Plutona, ki so bolj počasni, a ne. Potem seveda, a ne, 2 leti in pol, torej to je kar daljše časovno obdobje in seveda Saturn, a ne, ko vstopi v eno hišo, je torej ta njegov vpliv močnejši, kot bo mogoče pri nekaterem drugem planetu, a ne. Vpliva tudi na veliko hiš, tudi vlada 2 hišama, a ne, zato je pač ta tranzit zelo pomemben, a ne, v tem smislu, da vidimo, torej, na katera področja v našem življenju bo vplival, a ne, in vplival bo na mnoga področja, ker seveda vlada 2 hišama, a ne, vlada Kozorogu, vlada Vodnarju in tudi gleda na hiše, torej ima 3 poglede, a ne, in zato je pač njegov vpliv velik, a ne. Tudi tale tranzit Saturna v Ribah ni ravno najbolj običajen tranzit, je zelo edinstven in pa tudi redek in to iz več razlogov. Zdaj Saturn torej se bo iz Vodnarja 29. marca 2025 torej premaknil v Ribe, tukaj, kot sem rekla, bo ostal 2 leti in pol, na isti dan pa se bo zgodil tudi sončni mrk, torej bo to takrat dan mlaja, torej bosta v Ribah poleg Saturna prisotna tudi Sonce in Luna.
in zato bo seveda mlaj, oziroma sončni mrk, ki se bo zgodil ravno na ta dan, torej 29. marca 2025. Poleg tega bosta v ribah tudi Venera in Merkur, oba v retrogradnem gibanju. Oba sta se že obrnila v retrogradnem gibanju, torej napoved za vsa znamenja imate na mojem blogu, tako za Venero kot za Merkurja, torej kaj pomeni za vaše znamenje ta retrogradnost, obeh. In Merkur bo tudi debilitiran, retrograden pa bo vse od 15. marca pa vse do 7. aprila 2024 in bo vse skozi v ribah. Tudi Venera bo vse skozi retrogradna in bo tudi v ribah, ampak Venera je tukaj eksaltiran, torej zelo, zelo dobro postavljena, Merkur pa nasprotno debilitiran. To je zelo, zelo zanimiva kombinacija. Torej Venera v svojem vzponu, Merkur pa čisto na tleh, ker je debilitiran. Tako nekako, če si predstavljate te energije. In seveda to bo ustvarilo zelo dinamično energijo, torej vsi ti planeti na kupu, to bo res bojo to močne energije, ki se bojo sprožale, zelo karmične energije, ker retrogradnost pomeni karmo, pa tudi ribe si je karmično znamenje, in tudi Saturn je zelo karmičen planet, pa tudi Rahu, to je zelo, zelo močne energije bojo tukaj. Torej prisotna bosta tukaj tudi Rahu, Neptun, in zato bo to res, res zelo zanimiv premik. Torej tudi sodeloval bo tukaj tudi Jupiter, zaradi parivartan joge, ker se bo nahajal v biku, kateremu Venera, ki bo v ribah tudi vlada, in seveda Jupiter vlada ribam, in Saturn se bo premaknil torej v znamenje rib in ribi Jupiter vlada. Jupiter pa se, kot sem rekla, nahaja zdaj v biku in z Venero, ki pa se nahaja v ribah, ustvarja parivartano jogo. Tako da to je pa zelo, zelo dobra joga, lahko pomeni za nekatere večji finančni dobitek. Oziroma zelo pozitivne stvari, ker ta parivartana joga med Venero in Jupitrom je zelo, zelo dobra. Tudi zato imate na mojem blogu napoved, pa si to tudi lahko greste prebrati. Zdaj nasproti temu steliumu, kot se reče v astrologiji, če imamo več kot 3 planete v enem znamenju, temu rečemo stelium, torej vsem tem energijam, temu steliumu pa bo postavljen Ketu in na njega bosta pa gledala Mars in Jupiter. Posebej tukaj problematičen Mars, ker Mars je tisti aktivator, ki mu, torej, ko Mars gleda na en planet ali pa je zraven planeta, potem močno aktivira situacijo. Pa Uran stoji ob Jupitru, bo tudi vključen v to močno energijsko zgodbo, pa tudi Pluton, ki stoji v Kozorogu, kateremu vlada Saturn, ki je seveda poleg, v tej zgodbi, ker se bo premaknil v ribe. Poleg tega pa bosta na Plutona gledala tudi Mars in Jupiter, torej to bo res. To so res močne energije. In bojo zelo močno tudi na nas vplivale, že vplivajo. Zdaj, če pogledate že mogoče tudi v svetovnem merilu, kaj se dogaja, vidite, da so to že močni vplivi. Torej vsak tranzit, še posebej ta, zdaj govorim prestop Saturna v ribi, in ta tranzit bo res dolgotrajen, torej traja bo kar 2 leti in 3 mesece, vedno je tak tranzit močno zaznamovan s svojim začetkom. In zato je seveda trenutek začetka tega tranzita ključnega pomena. Torej ta prestop Saturna v ribi, in ker se bo na isti dan zgodil tudi sončni mrk, in bojo vsi ti planeti prisotni v ribah, torej to bo zaznamovalo nek močan prehod in začetek, ker ta začetek tega tranzita bo zaznamoval vseh teh 2 leti in pol za naprej. Ker energije se bojo počasi sproščale, mogoče se nam bo na hitro nekaj zgodilo, tudi to je možno, drugače se bo pa to počasi sproščalo, torej mrk rabi to 6 mesecev, da se pokažejo vplivi, Saturn bo pa seveda tukaj v tem znamenju 2 leti in pol in se bojo počasi se bojo stvari lahko spreminjale. Lahko se vam bo pa na hitro nekaj zgodilo, to je zdaj spet odvisno od vaše karte.
In zato seveda 29. marec 2025 bo zelo močan dan in bo seveda zaznamoval prihodnost, torej za 2 leti in pol vnaprej. A ne? Torej, prestop Saturna, sončni mrk v ribah in kasneje tudi konjunkcija Rahu in Saturna, ki se bo zgodila 21. aprila 2024, torej to bo vse zaznamovalo, torej vse to obdobje, a ne naprej. Zdaj, tukaj bi izpostavila, torej 2. marca 2025 se je Venera v ribah, ker sem povedala, da je tukaj izjemno dobro postavljena, se je obrnila v retrogradne gibanje. Retrogradna bo ostala vse do 13. aprila 2025, zgodil pa se je tudi lunin mrk. Torej, to je tudi obdobje torej luninega mrka, torej 13.4. Torej se je zgodil prvi lunin mrk in seveda to obdobje do naslednjega mrka, torej do 29. marca 2025, torej to obdobje je že nakazuje na neke spremembe in lahko neke karmične izkušnje imamo že zdaj. In seveda, ker bo pa Saturn vstopil torej na isti dan, kot se bo zgodil sončni mrk, bo vso to energijo povlekel še za 2 leti in pol naprej. To je res pomemben tranzit. Zdaj, tale Venera v ribah torej je sicer retrogradna, ampak je zelo dobro postavljena v ribah. To sem že povedala v napovedi, ko sem govorila, torej, kaj se bo dogajalo v letu 2025, torej da tale Venera v ribah spodbuja umetniške talente, izraznost, kreativnost, ustvarjalnost, ker je povezana z Neptunom tudi z domišljijo, torej lahko bomo dobili nek navdih, da nekaj novega ustvarimo, nekaj mogoče, o čemer smo že prej razmišljali, ker je retrogradna. Torej, to je dober čas, da se poglobimo vase in da v bistvu ugotovimo, kaj bi mi želeli torej, kreirati. In verjetno nam bodo prišle na površje neke ideje iz preteklosti, nekaj, o čemer smo že razmišljali in bomo zdaj začeli o tem ponovno razmišljati in bomo začeli torej, razmišljati tudi, kako bi to dejansko tudi kreirali, ustvariti. In zdaj bo zelo, zelo močna podpora tudi za to. Torej, filmska umetnost bo doživela tudi razcvet, torej, lahko pričakujemo nove umetniške kreativne stvaritve, zaradi retrogradnosti lahko kakšne stvaritve pod vplivom nečesa iz preteklosti, naprimer ponovne obuditve starih filmov v novih preoblekah. To se je zdaj že zgodilo, naprimer film Nosferatu, ki je bil na začetku preteklega stoletja posnet, so ga zdaj ponovno posneli. To je bilo že pod vplivom vseh teh energij. Potem lahko nam pridejo v življenja pretekle ljubezni, ljubimci, ali pa seveda, kot sem že prej govorila, torej neka umetniška nagnjenja, ki smo jih nekdaj gojili, se lahko spet prebudijo v nas. Lahko seveda ta retrogradnost prinese tudi neke ovire, občutek zamud, omejitev, tudi introspekcija, kot sem že prej povedala. Torej, zelo dober čas je to, da se poglobimo vase. Pri retrogradnosti je ta introspekcija zelo pomembna in tudi zelo dobra. Imamo zdaj 2 planeta retrogradna, torej in Merkurja in Venero, in to bosta retrogradna tudi 29. marca torej 2025, kot se torej Saturn premika v ribi, in to bo zelo, zelo dober čas, da pogledamo vase. In tudi Saturn se bo premaknil v ribe. Ribe so pa znamenje upogleda vase, introspekcije. Zato je to zelo, zelo pomembno in zelo dober čas, da pogledamo vase in se vprašamo, kaj pa mi hočemo, kaj hočemo od življenja. Ker to bo tudi čas novih začetkov, novih zaključkov, tako da bo to zelo pomembno, da gremo vase in da se vprašamo, torej, kaj mi želimo. Zdaj, malo preden še kaj več povem torej o temu Saturnu v ribah, bi pa omenila pogled Marsa na Ketuja v tem času. Ketuj je že zdaj torej je v Devici in prejema zelo težavne aspekte, to se že zdaj dogaja. To je od Marsa, ki je v dvojčkih, torej Mars gleda na njega iz dvojčkov, Jupiter, ki pa je v biku, pa tudi meče svoj pogled na Devico in Devica je trenutno zelo občutljivo področje in verjetno Devicam se zdaj marsikaj dogaja. In
To bo tudi v času, torej 29.3.2025, ko se torej Saturn premika v Ribe in bo sončni mrk, takrat bo tudi tole znamenje device zelo, zelo obremenjeno. In zato bi bilo dobro, torej mogoče za vas, da preverite, kje imate devico in kje imate ribe v svoji natalni karti, ker bosta te dva področja zahtevala večjo previdnost. Zdaj, drugače nasplošno, devica je torej nasplošno predstavlja 6. hišo v astrologiji, torej in zato lahko torej simbolizira izzive, nesreče, spore, zdravstvene težave. To se vse lahko naenkrat pojavi, ampak skupaj s temi težavami se pa lahko pojavijo tudi rešitve, zato ker Mars je aktiven planet, lahko aktivira neko težavo, lahko pa tudi aktivira neko rešitev. Torej, da ugotovimo, kako lahko stvar rešimo. In to vse bo v ospredju v tem obdobju. Zdaj vam drugače pa svetujem že zdaj, da bodite previdni pri kakšnih preperih, pri kakšnih napadih, tveganjih, torej pri pravnih poslih bodite zelo previdni. Če imate na primer kakšen pravni spor, se vam tudi svetuje previdnost v tem času. Zdaj, svetuje sem, da vam poiščete torej kakšen nasvet, kakšnega mentorja, učitelja, kakšnega vedskega astrologa, lahko tudi zahodnega astrologa, da vam bo lažje pomagal prebroditi to težko obdobje. Predvsem pa se vam svetuje, da ne reagirate impulzivno, ker Mars gleda na Ketuja lahko zelo, zelo hitro, prehitro reagiramo, ker Mars spodbuja nagle reakcije, Mars je hiter planet. Zdaj, Keto v povezavi z Marsom, tudi združitev Saturna in Rahuja, torej vsi prinašajo neko frustracijo, strah in zmedo. Je pa seveda res, da Mars je torej zelo aktiven planet, ne predstavlja zdaj Mars samo jezo, predstavlja tudi pogum in disciplino, Saturn tudi ne predstavlja samo strahu, predstavlja tudi modrost in odpornost, optimizem tudi. Rahu pa ni samo zmeda, je tudi vizija in vpogled in seveda nas ne rabi biti zdaj vseh teh energij samo strah, ampak se lahko iz njih tudi nekaj naučimo, ker bo to tudi čas večjih priložnosti. Zdaj o Marsu in Ketuju bom drugače več povedala v napovedi pri premiku Rahuja v Vodnarja in Ketuja v Leva. Takrat se bosta tudi družila Ketu in Mars v isti hiši, to je v Levu. In to bo poleti in to bo prineslo zelo zanimive energije, tako da lahko pričakujemo, torej, ko zdaj že vidimo napeto pomlad, to se že dogaja, in poletje. Naprimer, glede vojne v Ukrajini, torej se bojo trudili končati vojno, torej ta prestop Saturna v Ribi to nakazuje, torej, ker Riba je zadnje znamenje v zodiaku in zagotovo predstavlja neko zaključevanje, in se bodo želeli zaključiti to vojno, ampak torej poleti bo zelo napeto, tako da trudili se bojo za zaključek, do nekega zaključka bo tudi prišlo, ampak kakšen bo ta zaključek, je pa veliko vprašanje. Ker poleti se bojo zgodili neki odločilni dogodki, zdaj ali se bo vodstvo v Ukrajini zamenjalo, lahko se bo to zgodilo, ker je Ketu pa Mars bosta v Levu, Lev pa predstavlja vodilni sloj politike, torej vodilne, tudi predsednika. Tako da lahko se bo torej vodstvo zamenjalo, pa bo tako prišlo do nekega zaključka, ali pa se bo zgodilo kaj drugega. Torej, tale Mars in Ketu je tudi taka nagla energija, agresivna energija. Tako da jaz upam, da ne bojo torej z nekim, bom rekla, bodo neki zaključili, pa sprožili nekaj novega. Jaz upam, da ne. Sem že povedala, ko sem govorila torej v napovedi, za leto 2025, da nas letos čakajo kar razburljive energije, ker smo vstopili v leto z retrogradnim Marsom in kot vidimo, je že veliko agresije, nasilja. Poglejte, kaj se dogaja v Srbiji, v Beogradu. Torej, ljudje so zelo nestrpni. Pač tukaj sem že takrat povedala, torej, da je zelo pomembno, torej, kako ljudje delujemo, a se trudimo, da bi mirno rešili nek spor, konflikt, ali pa torej, hočemo rešiti torej, nek konflikt z nekim novim konfliktom. Torej, ker lahko se tudi to zgodi. Ampak jaz upam, da bo prevladala ta želja po miru. Torej, želja po mirnem reševanju
zadev in da se bo to mirno zaključilo. Ne. Ampak odločilni dogodki se pa bojo dogajali v poletju, to bo zelo, zelo pestro. Ne. Tudi druge strukture se bojo zamajale po svetu, Pluton je v Kozorogu, se stare strukture še držijo, ampak se bo to vse zamajalo s tem Ketujem in pa Marsom v Levu, bi se tudi drugje lahko kakšno vodstvo zamenjalo, ne? Tudi pri nas bo napeto, povsod. In vodilni se bojo mogli vprašati, ne? Kaj delajo, kako se obnašajo, ne? V odnosu do podrejenih. Ne? To velja tudi, če ste šef v nekem podjetju, tudi za vas bo pestro, ne? Vas tudi lahko na hitro zamenjajo. Ker tale Saturn v ribah lahko tudi prinese nek zaključek, da vas odpustijo na hitro. In pazite, če ste vodilni, če ste na nekem vodstvenem položaju. Pa da ne bom strašila, torej, to se lahko zgodi ali ne, zelo, oziroma vse je odvisno od vaše astrološke karte. Tako da brez strahu. Ampak zdaj bi pa se vrnila na Saturna, bi več rada povedala o Saturnu, ker ta planet je tisti, ki je center vse te zgodbe, a ne? Torej v vedski astrologiji Saturn velja za strogega učitelja, Saturn prinaša lekcije skozi izzive, trdo delo, vztrajnost. Kot sem že prej povedala, torej on je v nekem astrološkem znamenju 2 leti in pol, ker njegova orbita, torej njegovo potovanje okoli zodijaka traja približno 29 let, 29 in pol, a ne? 29 let in pol. In zato seveda preživi v vsakem od astroloških znamenj po 2 leti in pol. To je pa seveda kar veliko, a ne? In zaradi njegovega prehoda v ribe in tudi vseh drugih astroloških vplivov bo seveda ta njegov premik prinesel močne začetke in tudi zaključke. Torej, nekaj bomo zaključili in nekaj bomo na novo začeli. Seveda je ponavadi tudi tako, a ne, da če želimo nekaj začeti, moramo ponavadi tudi kakšne stvari zaključiti. Mogoče sem razčistiti v svoji glavi, mogoče v svoji glavi mogoče priti do nekih zaključkov. Ne? Se ni nujno, da v fizičnem, torej materialnem svetu nekaj zaključimo. Lahko pridemo do nekih zaključkov v svoji glavi. To se nam lahko zgodi. In seveda to obdobje nam zato lahko prinese neke nenadne življenjske spremembe, torej, kot sem rekla, neke zaključke in tudi neke nove začetke. Lahko to obdobje prinese tudi neko izgubo. Torej, je zelo, torej, bom rekla, te energije kažejo torej, na neke zaključke, lahko tudi izgube. Torej, kot sem rekla, torej, Saturn je planet torej, izzivov, je planet resnice, odgovornosti, karme, žalosti, tudi izgub, lahko bolezni, omejitev, strahu in skrbi, je pa tudi planet modrosti, delavnosti, avtoritete. In torej seveda njegov vpliv, kot sem rekla, prinaša izzive, prinaša preizkušnje, prinaša težave, ampak vse te težave vodijo ponavadi k neki duhovni rasti. In seveda, če smo dovolj potrpežljivi, vztrajni, delovni, nam bo Saturn dal tudi nagrade. Torej, učil nas bo, dal nam bo široke oziroma resnične življenjske izkušnje in modrost potem na koncu, ker nas uči modrosti in prinesel bo velike, velike nagrade, ampak seveda ob konstantnem trudu in delu. Ampak zanimivo pri Saturnu je pa to, vsi se ga bojijo, torej on tudi, bom rekla, povzroča sade sati, joj, Saturn, pa sem v Saturnevem obdobju. Ni nujno, da je to slabo. Tudi sade sati ni za vse ljudi, bom rekla, slab. Lahko se jim zgodijo tudi dobre stvari, ker če smo bili mi delovni, vztrajni, potrpežljivi, nam Saturn lahko prinese velike nagrade. To jaz vidim, torej se s tem ukvarjam z astrologijo že kar dolgo časa, od 2011. leta in vidim, da Saturn ljudem, ki so vztrajni, zanesljivi, delovni, prinese veliko. Torej, če boste vztrajali, se prizadevali, disciplinirano delali, vam Saturn lahko prinese veliko, tako da ne se ga tako bati,
Torej, ne smemo se ga bati, ampak moramo nekaj za njega narediti. Torej, če želite okrepiti Saturna v vaši karti, če želite, da vam Saturn prinese pozitivnost, torej, da bo pozitivno deloval, lahko tudi naredite preventivo za njega, pomagate invalidom, revnim, starostnikom, naredite za Saturna nekaj več, tudi pospravljanje po hiši pomaga, to je tudi Saturnovo delo, delo na zemlji in pa seveda meditacija, umik vase, to je vse Saturnova energija, biti sam nekje, iti v naravo, biti sam, sploh ob sobotah, to je Saturnova energija in takrat bo Saturn tudi, torej njegova energija se bo pozitivno sproščala potem, ker to je, torej planeti, torej njihova energija se skozi nas sprošča, Zdaj pa, če malo še povem o ribah, znamenje rib, torej Saturn se premika v ribe, torej znamenje rib je vodno znamenje, upravlja ga Jupiter, torej povezano je torej z 12. hišo, to je zadnja hiša v zodiaku in 12. hiša tako predstavlja, torej samoto, tujino, tuje kraje, izgubo tudi, zaprte ustanove, izolacijo, zaključke, zato sem rekla, da je to, torej se bodo zgodili močni zaključki, lahko tudi začetki, ampak predvsem zaključki, ker to je vseeno znamenje zaključkov, tudi odpuščanja podzavesti, tudi skrivnosti, izgub bega, stroškov. Je pa riba tudi znamenje, ki je drugače povezano s trpljenjem in žrtvovanjem, meditacijo, z duhovnostjo, z duhovnimi cilji in z dvigom zavesti, tudi empatijo, intuitivnostjo, ker to je 12. hiša transcendence in duhovnosti, drugače 12. hiša predstavlja tudi dobrodelnost. Tako da tole zdaj 2 leti in pol bodimo dobrodelni. Bodimo dobrodelni, dajmo narediti več za ljudi in potem bo ta Saturn, ne bo njegov vpliv tako negativen na nas, Ampak seveda je precej odvisno od tega, kje imate tega Saturna, močno je odvisno od tega, Torej, dogodki, ki se torej zgodijo v znamenju rib, lahko vključujejo neko vrsto trpljenja, ampak to je včasih nujno za duhovno rast, torej Saturn pa v kombinaciji z ribami bo prinesel neke nove življenjske izkušnje, ki so lahko povezane z neko izgubo, ampak tudi dvigom zavesti, Ribe so torej naravni vladar 12. hiše, kar pomeni, da sta pomena teh hiš in samih rib precej povezane. Zdaj znamenje rib drugače predstavlja tudi oceane, vodo in zato seveda so ribe povezane tudi z intuicijo, sanjami, s fantazijo, tudi ustvarjalnostjo, kreativnostjo. Naprimer, igralci, umetniki imajo močno ponavadi to hišo, ker je znamenje rib, imajo ponavadi več planetov v znamenju rib, torej kakšni umetniki, pisatelji tudi lahko, kakšnih fantazijskih romanov, slikari. Drugače sem več o ribah in Saturnu pisala moje napovedi za leto 2025, pa če vas to zanima, si greste to lahko tam pogledati. Veliko se tudi že uresničuje, torej protesti, sem pa rekla povečano nasilje, nesreče, stopnjevanje napetosti, tudi kibernetski napadi, veliko prevar. Sem posebej opozorila v spomladanskem času, ker so se srečala Neptun in Rahu, da bo veliko prevar. In če spremljate kaj po medijih, torej veliko prevar se dogaja spletnih, zato bodite zelo previdni v tem času. Ker se vam lahko zgodi tudi, da vam ukradejo denar, ker torej Saturn, ko bo vstopil v ribe, ta energija tudi lahko prinese do nekega velikega stroška, lahko do neke kraje, torej, tako da bodite zelo previdni. Zdaj, kakšen bo torej Saturnov vpliv, če malo na splošno pogledamo, ko bo vstopil oziroma se bo nahajal v znamenju rib, torej kot smo rekli, bo to 2 leti in pol. Torej, Saturn se bo torej premaknil v ribe in ta njegova energija discipliniranosti, torej Saturn je planet discipline, se bo združila z mehkobo in čustvenostjo rib, ker ribe so vodno znamenje, ki je zelo čustveno, zelo globoko. In to bo prineslo nekih zanimivih situacij, interakcij, torej kot sem že prej rekla, bo to duhovna rast,
Torej, Saturn v ribah bo spodbudil posameznike, torej vse nas, da bomo globje raziskovali samega sebe, torej to je čas za introspekcijo, da bomo bolj raziskovali duhovnost, metafiziko, to je odličen čas za ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo ali pa poučujejo kakšne duhovne vsebine. In zato je to obdobje tudi je zelo dobro za začetek meditacijskih praks ali pa kakšnih drugih duhovnih disciplin, jogo tudi na primer, tudi za obisk kakšnega, bom rekla, guruja, oziroma šamana, torej ljudi, ki se ukvarjajo z temi duhovnimi energijami, z okultnimi energijami. Potem čustvena stabilnost, torej Saturn je znan po svoji strogosti, ampak torej v ribah, v čustvenih ribah bo pripomogel k večji čustveni zrelosti in stabilnosti, tako da bomo verjetno zahtevali v odnosih več resnosti. Torej z ljudmi, s katerimi smo globoko povezani, torej od njih bomo zahtevali več resnosti. In ljudje se bojo verjetno v tem obdobju tudi bolje naučili upravljati s svojimi čustvi, svojo občutljivostjo, ker Saturn jih bo pripravil do tega, da bojo bolj mogoče nadzirali sebe, da bojo bolj upravljali svoje čustva. Potem sem rekla, to je čas humanitarnosti, dobrodelnosti, ker ribe so znamenje, ki se zavzema za pomoč drugim. Saturn je pa tudi, torej, je pa planet, ki pa močno vpliva na zavest o tem, da se je treba ukvarjati z socialnimi in humanitarnimi vprašanji. To je v bistvu znamenje, torej Saturn je planet odgovornosti, resnosti, torej, naprimer, Saturn je planet, ki govori o odgovornosti do starejših, ki nas opominja, da moramo biti do starejših ljudi, torej, uvidevni, da jim moramo pomagati. Saturn je ta planet, ki tudi predstavlja starostnike, tudi predstavlja invalide, torej nas opominja, nas vse pa družbo, da je treba pomagati starostnikom, invalidom, ljudem v stiski. Torej krepi zavest o socialnih in humanitarnih vprašanjih. Potem spodbuja delovanje v smeri reševanja vseh teh problemov. Potem pa seveda, kot sem rekla, torej o tem bom pa še več govorila, torej Saturn v ribah lahko prinese neke omejitve, izgube, prekinitve, večje stroške, zamenjavo služb, odpuste. Torej in kljub pozitivnim aspektom, ki sem jih prej naštevala, lahko seveda Saturn prinese izzive v obliki omejitev, izgub. In to lahko vključuje težave na emocionalni ravni, v odnosih bo potrebna večja resnost, zrelost, lahko pa seveda prinese izgube na katerem koli področju, lahko v odnosih, v službi, pri denarju. Zdaj, to bo seveda zelo močno, ker bodo te energije se bodo povezale s sončnim mrkom in pa drugimi planeti, posebej Rahu in Saturn, ki se bosta 21. aprila 2025 združila, torej bosta v konjunkciji in po stopinjam in bosta takrat zelo blizu tudi Venera in Uran in seveda vsi bojo v ribah na istih stopinjah, bo tudi Ketu v Devici. In vsa ta povezava lahko prinese neke vrste izgubo, kot sem pač o tem že več povedala v tem videu, torej neko prekinitev, nek zaključek. In seveda to lahko sproži neko trpljenje. Lahko pa tudi odpuščanje in pomiritev. Zdaj, tudi če bomo trpeli zaradi neke izgube, nam to lahko prinese tudi nek, bom rekla, pozitivni zaključek, da bomo končno z nečem zaključili ali pa razrešili tudi. Torej, te energije lahko prinesejo neko dokončno zaključitev, lahko odnosa službe pa nečesa drugega, kar vam je bilo pomembno, to se pa lahko zgodi zelo hitro, nenadno, ker je v zgodbo vključen tudi Uran, pa še Mars gleda na Ketuja. Torej, to se lahko zgodi na hitro, zato bodite pripravljeni. Lahko se zgodi pa tudi počasi, da pride do nekega zaključka, potem pa nek dogodek sproži dokončni zaključek. Lahko je tudi taka kombinacija. Torej, nečemu se bomo verjetno morali odpovedati, nekaj žrtvovati, zato da bomo lahko
torej storili, naredili nekaj drugega ali pa delali nekaj drugega. To je tudi zaradi Neptuna, ki je prisoten v ribah, in Neptun je tudi planet žrtvovanja, tako kot znamenje rib. Določene stvari se bojo pač morale zaključiti, torej opustiti bomo morali nekatere stvari, ampak lahko se nam zgodi tudi to v tem obdobju, da bomo že mislili, da smo nekaj zaključili, pa se bomo morali spet vrniti nazaj. To je pa zaradi retrogradnosti Venere in Merkurja. Torej, mi bomo že imeli občutek, da smo nekaj zaključili, lahko nek odnos, službo, karkoli, potem se bomo mogli pa vrniti nazaj, pa nekaj še urediti, da bomo lahko potem to dokončno speljali. Lahko se nam tudi kaj takega zgodi. Zdaj, ne glede na to, kakšna je situacija, zdaj poskušajte biti realni, poskušajte situacijo sprejeti tako, kot je, ker to je tudi obdobje, ko vas lahko zanese v neke popačene predstave, ker torej Saturn bo blizu Neptuna in to se lahko sproži boj med resnico in iluzijo. Ampak bo za vse nas zagotovo to neko obdobje končevanja, zaključevanja, in to bo seveda prineslo močno transformativno, energijsko, intenzivno izkušnjo, ki bo pa zelo globoka in zelo karmična. Torej, to bo zelo karmičen čas, in to zaradi tega, ker sta v zgodbo vključena tako Rahu in Saturn, pa še sončni mrki. Sončni mrki so ponavadi zelo karmični. In to je pač, se bo dogajalo močno karmično čiščenje, ker vsi ti planeti, torej Saturn, Rahu, potem sončni mrk, znamenje rib, torej vsi ti planeti in pa to znamenje povezano z karmičnimi lekcijami. In ko se Saturn pa Rahu, ko ste pač te dva planeta, kadar se združita, to prinaša neko napetost, me potrebo po stabilnosti in strukturi, ker Rahu je destabilizator struktur, Saturn je pa stabilizator, in Saturn je planet stabilnosti, reda in discipline, strukture, pa nadzora, Rahu je pa nemira in kaosa. In seveda Saturn bo poskušal vnesti red v področje izven njegovega nadzora, to so neke podzavestni karmični vzorci, škodljivi programi, travme, sanje, podzavestno na splošno. Rahu bo pa seveda delal kaos, zmedo, in vse to bo sprožilo potrebo po soočenju z globokimi čustvenimi in karmičnimi vprašanji, ker bo tudi sončni mrk tukaj, sončni mrk pa vedno vpliva na razkrivanje vseh teh vzorcev, teh podzavestnih škodljivih programov, ki jih imamo v sebi. In to bo vse nenadoma prišlo na površje. In to bo seveda zahtevalo transformacijo vsega tega in tudi opustitev. In zdaj, če smo na nekaj preveč navezani, lahko smo tudi navezani na neko strpljenje, na neke vzorce, bo to za nas zelo težko. Ker nas bo prisilil, torej vse te energije nas bodo prisilile, da bomo morali neko vzorc transformirati, zato da bomo šli lahko naprej. Torej vse to nas bo prisililo v spremembo. Nam bo pa zaradi tega lahko zelo težko, ker bomo imeli močan občutek izgube. Ampak to bo prineslo pa tudi dvig zavesti. In seveda te močne karmične energije bo seveda aktivirale ta nerešena karmična vprašanja, ki bojo prišla na površje, zato da se obdelajo in transformirajo. In to bo seveda čas, ko se bomo kot posamezniki soočali s posledicami preteklih dejanj. In karmični dolgovi bodo morali biti poravnani. In to ne velja samo za nas posameznike, ampak velja to tudi za družbo. In to bo zagotovo in tak čas, ko se bomo spraševali, kaj sem naredil, da se mi to dogaja. Kaj sem jaz naredil, da je to zdaj v mojem življenju. Ampak, torej odgovor mogoče ni v tem življenju, lahko je neka karma iz preteklega življenja, ki se zdaj uresničuje, ker vsi ti planeti, Rahu, Saturn, retrogradna Venera, Merkur, lahko kažejo tudi na neka nerešene karmične dolgove iz preteklih življenj. Torej,
dva retrogradna planeta, močna aktivacija rib, torej lahko gre za preteklo karmo, ki zdaj prihaja na površje. Torej ni nujno, da je to življenje zdaj tukaj. To je torej čas usodnih dogodkov, vplivov usode in življenjska smer se bo za mnoge nepovratno spremenila in to bo seveda večja prelomnica, ki bo sprožila globoke spremembe, tako na osebni kot kolektivni ravni. Ker vsa ta energija, kot sem že večkrat povedala, bo prinesla nek nenaden preobrat, lahko nek travmatičen dogodek, lahko neko uničenje, oziroma neko dokončno zaključitev nečesa, to je verjetno karmična, ki pa lahko ne bo prijetna, ampak spremembam, torej tudi če bojo neprijetne, torej se ne bomo mogli izogniti. In kaj se bo dogajalo? Veliko karmičnih vez se lahko v tem času prekine. Lahko bo veliko ločitev, razpada odnosov, izgub. Lahko se nam zgodi mogoče samo neka oddaljenost od ljubljenih oseb, lahko fizično, naprimer, da bo nekdo odšel na potovanje, ali ga bojo pa zaprli, ne vem, pač nekaj se bo zgodilo, lahko čustveno bomo umaknjeni ali pa mentalno. To je posledica te kombinacije, ki bo nastala zaradi konjunkcije Rahuja in Saturna v ribah, ta nek občutek oddaljenosti. Torej, ta bo fizična ali pa kakšna druga, čustvena, mentalna. Zdaj, dobra preventiva za to so potovanja, da nekam odidemo stran od partnerja ali pa od ljudi, ki jih imamo radi. Zdaj, ne glede na to, s čim se soočate, ali pa se boste soočili, poskusite upočasniti proces, se za trenutek umakniti in to je zelo naglašeno, vsaj torej do sredine aprila, ko se bo Venera ponovno usmerila naprej. Torej, potem se bodo malo in te energije sprostile, ker Venera bo zelo, zelo močno vplivala na odnose. In zato pač bo to za odnose najbolj kritičen čas, zdaj, ker je retrogradna Venera, torej 29. marec 2025 in potem torej vse do sredine aprila. Torej, pritisk na veze bo večji in te veze se bodo ali poglobile ali pa bodo razpadle. Zdaj, če so bile na pravih temeljih, se bodo obdržale, če ne, pa ne. Ne bomo več želeli nekih površinskih odnosov, ampak bomo pričakovali resnost in vztrajnost v odnosih, ampak seveda je odvisno od nas, torej imamo svobodno voljo, lahko sami veliko naredimo. To je pač čas, ko bomo ocenjevali naše vse odnose, se ustavljali pri tistih, kjer smo bili morda zavedeni, napačno usmerjeni in vse nas seveda čakajo čustvene turbulence, ker znamenju rib vlada voda, ki čustva predstavlja in to bo zelo napeto, torej v čustvih. In to napetost in čustveno turbulenco bosta dodatno počigala Mars in Ketu, ki bosta močno aktivirala te planete in ker sem povedala, v zgodbo vključen tudi Uran, ki je znan po nepričakovanih spremembah, po nenadnih pretresah, revolucijah, poglejte, kaj se dogaja v Srbiji, lahko ta njegova povezava povzroči globoke in potencialno uničujoče dogodke, ki pa ne bodo imele, torej, ki ne bodo imele pomemben vpliv samo na posameznike, ampak tudi na družbo. Torej, stoge strukture, ali pa strukture vlade, ki niso delale prav, se bodo torej lahko porušile. Pa posebej tiste, ki niso stabilne ali pristne. In to se seveda nakazuje na družbene pretrese, torej prej zaterani represivni elementi, torej to so ljudje, ki so zaterani, družbe, ki so zaterane, bodo prišle na površje in vse to se bo moralo razrešiti. Kaj zvem, naprimer, slabo plačani posamezniki, ki trenutno delajo za drobiž, bojo začeli odhajati množično. Torej, tako bo več ljudi odhajalo z domov za starostnike, iz šol, iz bolnic, zaporov, policije, če država ne bo začela aktivno delati na spremembah. To sem povedala že v napovedi za leto 2025. To velja tudi za vprašanje o tujcih, o Romih in drugih marginalnih skupinah. Zdaj, na splošno bo to čas, ko bo verjetno več samozaposlitev. Torej, Saturn bo v ribah, ljudje bojo želeli več svobode, vprašali se bojo, kaj pa jaz želim, kaj jaz hočem v odnosih do drugih, ker znamenje rib, torej, kot smo že večkrat povedali, predstavlja zaključke, predstavlja usmeritev vase,
predstavlja torej poglobitev v intuicijo in se bomo vprašali, torej, a je to tisto, kar jaz hočem. In marsikdo bo verjetno zapustil svoje delovno mesto in začel delati nekaj drugega, torej lahko v neki drugi firmi, v neki drugi organizaciji, lahko pa sam. A ne? Torej, dogodki v tem času bodo torej nenadni, nepričakovani, usodni, povezani tudi z vašim življenjskim poslanstvom. Zdaj ribe, kot sem že večkrat povedala, so vodno znamenje in ta prisotnost Rahova in Saturna pa bo ustvarila preveč vata energije. To pomeni pa preveč zraka, kar bo vodilo v neravnovesje, torej voda, zrak, to ni glih najbolj v ravnovesju in zato se lahko zgodijo nevihte. Torej nevihtne vode, to lahko povzroči. Torej nevihte v kombinaciji z vodo, tako v življenju, torej razburkana čustva, pa tudi v naravi se to lahko dogaja. Torej bo veliko neviht, kjer bo veliko dežja. Lahko pride tudi do kakšnih prisilnih sprememb, torej dogodkov, nad katerim nimate nadzora. Veste, kaj se dogaja v naravi, ko je nevihta, pa potem močen naliv, torej imaš občutek, da nimaš nadzora in podobno se lahko zgodi vam v življenju. Torej. In tudi vrata, ki so se mogoče zdela nemogoče za odpreti, se lahko naenkrat odprejo, torej nekateri lahko dobijo, bom rekla, neko nenadno dobro priložnost, drugi pa lahko doživijo izgubo, razžalitev, lahko neko izolacijo, ne vem, lahko zapor, karkoli, izgubo službe, ker te energije, kot sem že prej povedala, torej bodo sprožile močne, intenzivne osebne transformacije. Zdaj, kje je to? Posebej na področjih, ki jih v vašem rojstnem horoskopu predstavljata Saturn in Uran, ker se bojo stari destruktivni vzorci nenadoma in dramatični sprostili in to bo ustvarilo prostor tako za zdravljenje, kot tudi za duhovno rast, kar pa za nekatere lahko pomeni tudi pa večji preobrat za uspeh. Torej, prej sem govorila o izgubah, spremembah, preobrazbah, nekih škodljivih programih, karmičnih vzorcih, nekateri drugi pa lahko doživijo uspeh in to večji uspeh. In to predvsem velja za ljudi, ki so bili mogoče do zdaj onemogočeni, zatrti, nevidni, ampak so vseeno delali dobro, se trudili in bodo zdaj lahko zelo, zelo nagrajeni. Ker se bojo zavore sprostile, odprla se jim bo pot do vidnega uspeha, torej vrata se jim bojo naenkrat lahko odprla. Posebej sončni mrk lahko prinese izjemen uspeh, tudi bogastvo, na to vpliva tudi tale parivartana joga med Venero in Jupitrom, in to lahko seveda prinese uspeh in bogatstvo določenim znamenjem, na to pa kažejo tudi ozvezdja, ki jih bom tudi omenila, ker tudi torej, ozvezdja predstavljajo, torej ta ozvezdja, ki bojo vključena, torej lahko prinesejo nevihtno vreme, močne čustvene turbulence, ampak tudi uspeh lahko, obilje. Bom še pol povedala več. Torej, naj še enkrat poudarim, torej energija vseh teh planetov se bo sprožala postopoma. Večkrat sem povedala, da se po nekem astrološkem dogodku začnejo stvari odvijati postopoma in da lahko traja tudi do pol leta, da se določeni dogodki zgodijo, zmanifestirajo in tako se bo to zgodilo tudi zdaj. Ampak bo seveda najbolj izrazito dogajanje v aprilu in maju. Pa vse do avgusta 2025. Seveda, torej, lahko se vam počasi, to sem že prej razlagala, torej zgodi nek močen preobrat, lahko postopoma stvari privedejo do tega, potem se vam pa na hitro zgodi lahko nek dogodek, ki bo pač pa dokončno stvari spremenil. Lahko pa mogoče ne boste toliko slutili, videli, da bo se neka sprememba, pa se vam nek nenaden dogodek zgodi, pa vse spremeni. Torej, spet je odvisno od vaše karte. Ampak nek močan preobrat, ki bo spremenil vaše življenje, se bo pa verjetno zgodil. Ampak seveda je to spet odvisno od vaše natalne karte, katera obdobja živite. Torej, da nekatere bo torej ta prehod Saturna v ribi in vse to, kar se bo dogajalo, torej vplival zelo močno, nekatere pa manj. Zdaj, ozvezdi, ki boste zaznamovali celoten potek situacije, ker sabo prinašata močno destruktivno in ognjeno energijo,
Tudi negativno lahko bosta Uttara Bhadrapada, Neptun in Merkur bosta v tem zvezdju in Purva Bhadrapada. Saturn in Rahu in tudi Venera bodo takrat v tem zvezdju, torej ko se bo vse to dogajalo 29. marca 2025. In energija teh dveh zvezdi bo dodatno ukrepila težko in zahtevno obdobje, ker obe te zvezdi nosita torej zelo transformativno energijo, zelo ognjeno, pri čemer Uttara Bhadrapada predstavlja bolj modrosti in zaključke, Purva Bhadrapada pa nemir, nasilje in precej bolj temne energije. Zdaj, če vas več zanima v teh zvezdih, si pogledajte mojo napoved za leto 2025, tam sem to podrobno opisala, da bom zdaj v tem videu, ker bo že tako in tako precej dolg, tako da tam si to lahko pogledate, torej kaj sem vse povedala. Ampak bi pa sem omenila, torej ta zvezde bodo vplivala tudi na naravo, pričakujemo lahko naravne nesreče, bodite previdni, torej nevihte in močne nalive lahko pričakujemo, tudi poplave, lahko kakšne oceanske motnje, naravne katastrofe, Neptun je v ribah, Saturn bo v ribah, to bo zelo, zelo močno vplivalo na oceane, ker ribe predstavljajo oceane. Zato tudi vam svetujem previdnost, če kam potujete na kakšno področje, kjer je veliko vode, na kakšne otoke, torej bodite malo bolj previdni. In ti učinki bodo prisotni vsaj do začetka maja, torej od 29. marca do začetka maja. V sredini maja bojo pa večje planetarne spremembe prinesle tudi mirnejše obdobje, torej sredina maja pa naprej, pa mogoče ne bo to več tako izrazito. Od 29. marca do konca maja, ampak vam pa vseeno svetujem, da ste previdni, da vas stvari ne bodo preveč vrgle iz tira. Bodite posebej previdni, torej do sredine aprila, dokler se Venera ne usmeri naprej, ker mogoče ne boste jasno videli situacije, posebej v odnosih, bodite previdni do sredine aprila. Zdaj, če boste potovali v tujino ali se preselili dalj stran od trenutnega prebivališča, bodite do začetka maja previdni. Potem pazite na spanec, lahko bi vam vsa ta energija motila spanec, lahko bi pa imeli preroške sanje, tudi to bi se vam lahko zgodilo. Potem to bo obdobje, ko boste želeli zaključiti nekaj neprijetnega enkrat za vselej in to bo verjetno se zgodilo med marcem in majem, lahko tudi kasneje do konca avgusta. Sredi aprila boste začeli čutiti olajšanje, do konca aprila ali začetka maja pa bo energija precej bolj stabilna. To bo zaradi tega, ker se bosta Venera in Merkur, torej iz retrogradnosti obrnila spet v direktno gibanje. No, ampak če se zdaj mogoče še malo vrnem nazaj na Saturna, torej v tem obdobju 2 let in 3 mesecev bo Saturn tudi 2-krat retrograden, ampak ves čas bo v znamenju rib. To bo seveda imelo poseben vpliv. Zdaj, naprimer, lastnost Saturna je ena taka zanimiva zadeva, da ob svojem prihodu prinaša ponavadi stres in težave, medtem ko pri svojem odhodu pa prinaša blagoslove, torej to je pa v letu 2027. Zdaj, naprimer, če povem primer, če imate planet na 5 stopinjah rib, bo ta planet pod pritiskom, torej lahko pričakujete težave, ovire, probleme in stres. Ampak, ko bo pa presegal teh 5 stopinj, bo pa prinesel blagoslove. Ker Saturn, ko vstopa, prinaša težave, ko izstopa, bo pa prinesel blagoslove. Torej, tukaj morate biti pozorni vsi tisti, ki imate kakršenkoli planet v ribah. Posebej, če imate luno, naprimer, v ribah, ali pa sonce, posebej luno, ker bo prinesel to močne čustvene turbulence. In to je tudi zaradi Saturnovega pogleda, ki tudi lahko povzroča težave, torej tudi to, torej sam Saturn, torej tudi če bo Saturn, torej te 2 leti pa pol, ko bo se nahajal v ribah, gledal na vašo astrološko hišo in na neke planete in bojo na teh stopinjah, bi tudi to lahko prineslo težave.
Zdaj, pogledi Saturna so tudi, kar bom rekla, lahko problematični. Starodavni spisi, naprimer, omenjajo, to kot zanimivost vam lahko povem, da se celo bogovi, kot je naprimer Ganeš je odstranjevalec ovir, zaščitnik Džotiša, se vsi izogibajo pogleda Saturna, celo Ganeš, a ne? Ampak, kot sem rekla, Saturn pa, ko odhaja, prinaša blagoslove, ki si jih pa niti ne moramo predstavljati. Ne? Saturn je velik darovalec, ampak seveda je odvisno od tega, kako mi v življenju delujemo. Ne? Torej, Saturn prečiščuje naš to je njegova narava, torej, in vsakič, seveda, ko Saturn zamenja znamenje, pride do velikih sprememb v našem pristopu k življenju in tako se bo tudi zgodilo zdaj. Ljudje bojo seveda doživeli različne faze svojega Saturnova povratka, na katerim bo ta tranzit označeval konec povratka, drugim začetek, spet tretjim srednjo fazo. In seveda srednja faza je naprimer bolj stresna, zahteva več trdega dela, posebej na področju kariere in služenja, to je posebej za sadesati obdobje. Ampak to seveda bom posebej o tem govorila v napovedih za vsako znamenje posebej. Torej, ni kot sem pomemben le Saturn v ribah, torej dogaja se veliko več, ker seveda v prestopu Saturna v ribah je vsa ta energija se nakopičila v ribah in bo vse to vplivalo na ta prestop oziroma na dogajanje 2 leti in pol, torej vse te energije bojo vplivale za naprej, ne? To sem pač povedala, ne? Torej, naročite lahko torej napoved za vsako znamenje posebej, tam se bom seveda dotaknila vseh področji. Torej, bom povedala, torej, kaj bo Saturn vam prinesel, a ne? Torej, za vsako znamenje posebej, torej, kaj bo prinesel za 2 leti in pol, glede na vse te energije, ki se dogajajo, ne? Bom seveda omenila torej, vse hiše, ki jim Saturn vlada vse poglede in bom seveda tudi torej omenila mrk in vse pač, in kako bo to seveda vplivalo na vsako znamenje posebej. To lahko naročite za 25 €, torej za eno znamenje. Če pa želite torej več, je pa cena malo nižja. Je pa 20 €, a ne? Lahko potem še dodatno naročite. Torej, tudi omenila bom seveda Jupitra, ker je vladar ribam, a ne? Ker bo seveda tudi ključen dejavnik, a ne? Tudi vpliv Rahuja. Rahuj bo takrat v znamenju vodnarja, ki mu tudi Saturn vlada, a ne? Bo se premaknil, a ne? In bo seveda Rahuj tudi vplival na Saturna in bo seveda Saturn nosil energijo tako Rahuja kot tudi Jupitra in to bo seveda tudi vplivalo na vse celotno dogajanje. Torej, najbolj kritično obdobje bo torej od 28. marca do 2. ali 3. aprila, to bo najmočnejša aktivacija teh negativnih energij, ki se bojo počasi sproščale. Drugače se bo pa v celotnem obdobju 29. marca 2025 pa vse do 3. junija 2027 kombinacija, torej Saturna, Rahuja in Jupitra in vseh teh energij zmanifestirala na različne načine, ampak posebej Saturna, Rahuja in Jupitra, ker bojo vse skozi prisotni, a ne Saturn, ki se bo premaknil v ribe, Rahuja, ker bo v vodnarju, ki mu Saturn vlada, in Jupitra, ker vlada ribam, a ne, to bo pa najmočnejši vpliv. In seveda, kaj se vam bo konkretno dogajalo, je pa seveda odvisno od tega, kje imate znamenje rib, na katero področje pade v vaši natalni karti. In seveda od tega, kaj se vam bo zgodilo in kako se boste na to situacijo odzvali. Vse to je pomembno. Ali se boste odzvali z nemerom, jezo, frustracijo ali pa z notranjim sprejemanjem situacije. No, ta odziv na dogodke, na ljudi, to tudi jaz učim v svojem programu Oracle of Light. Tam vas naučim, da se začnete odzivati drugače. Naprimer, če se na neke situacije odzivate z jezo, torej agresivno, vam najprej razložim, zakaj se tako odzivate, potem vam pa pomagam, da spremenite ta odziv. Ker to je zelo, zelo pomembno, ker ta negativni odziv, če se naprimer odzovete z jezo, vam lahko prinese ogromno stresa, vpliva na vaše telo, vam lahko prinese tudi bolezen. Tako zato je zelo, zelo pomembno, kako se odzivamo.
Zdaj, katera znamenja bojo tukaj najbolj, bom rekla, prizadeta ali pa v ospredju, torej seveda vodna znamenja, rak, škorpion in ribi, bojo najbolj prizadeta ali pa mogoče najbolj bojo čutila to, ker to pomeni vse to dogajanje, velike čustvene in duhovne premike za njih. Najbolj bojo pa to občutili, torej rak, škorpion in ribi, torej tisti, ki ste v ascendentu rak, škorpion in riba, ali pa imate sonce v teh znamenjih ali pa luno, in pa če še greste skozi obdobja rahu Saturn, Saturn rahu ali ketu, Saturn ketu, tisti boste res čutili tele premike, in se vam bo veliko dogajalo. Potem, če imate luno v devici ali v ribah, bodite še posebej pozorni, če je vladar vašega obdobja postavljen v devici ali ribah, boste močno občutili spremembe. Kaj zdaj, naprimer, da imate sonce v ribah in to obdobje živite sončevo obdobje, boste to zelo močno čutili. Za nekatere pa lahko ta prehod prinese finančne priložnosti, to sem pa že prej povedala. Posebej, če imate to izmenjavo Jupitra in Venere v kakšnih dobrih hišah, ki so na primer povezane z 2., 11., lahko tudi 8. Zdaj, kako se torej pripraviti na splošno, na ta Saturnov tranzit v astrološko znamenje ribe? Torej, ta priprava na ta tranzit vključuje razumevanje, da bodo izzivi prišli, pa če želimo ali ne, ali pa če smo na njih pripravljeni ali ne. In ti izzivi so namenjeni rasti in izboljšanju in dvigu zavesti. Torej, mi smo tukaj na zemlji, da se učimo, da rastemo. In zdaj to je torej čas, ko lahko delamo na svoji čustveni in duhovni odprtosti, razvijamo potrpežljivost, se naučimo sprejemati svoje življenjske lekcije z zrelostjo in zato vam svetujem, da ostanete mirni, potrpežljivi, da zaupate procesu. Sredi aprila se bo že začela stabilizacija in svetujem vam, da ne delujete iz strahu, ker boste drugače zelo nervozni in boste preveč se negativno lahko odzivali. Je pa res, da je to tudi čas, ko nekateri lahko dobijo ali pa prejmejo neke preroške vizije, lahko sanjajo za naprej, torej vidijo za naprej, to je pa tudi zelo dober čas za to. Zato torej vam svetujem v meditacijo, redno duhovno prakso, to vam bo umirilo okrepilo notranjo moč, to je čas za refleksijo, vzemite si čas za samoanalizo, zato da se torej poglobite vase, premislite o svojih dejanjih, občutkih, poiščite pomoč, če je to potrebno, če se počutite preobremenjeni, torej poiščite nekega svetovalca, ki vam bo pomagal. Ta premik Saturna v ribe je torej tranzit, ki nam bo prinesel globoko osebno in duhovno preobrazbo in zdaj z pravim pristopom in razumevanjem lahko to obdobje izkoristimo za pomembne življenjske premike in tudi za izboljšanje kakovosti našega življenja. Zdaj pa in seveda, če vas torej zanima, kaj to pomeni za vas oziroma za vaše astrološko znamenje, torej vas spet povabim, torej, da se prijavite na moje e-novičke in tam boste prejeli torej, res cenovno ugodno ponudbo za napoved za vaše znamenje za vstop Saturna v ribe, ampak kot sem povedala, bom pa tam razložila tudi, kako bo Saturn vplival torej za vaše znamenje in tudi kako bo vplival na sade sati. To velja pa za znamenja vodnarje, ribe in ovne. Torej, če imate luno v vodnarju, ribi ali v ribah in ovnu, potem ste v sade satju. Posebej ovni, ki zdaj vstopajo v sade sati in tam torej v napovedi za vsako astrološko znamenje posebej bom tudi to razložila. In bom seveda, če imate luno v vodnarju, ribah in ovnah, se vam svetujem, da poleg ascendenta kupite tudi napoved torej za vodnarja, ribo in ovna, če imate luno v teh znamenjih. Torej, kot sem povedala, je cena 25 €, spodaj bom prilepila link, se lahko prijavite. Torej, vabim vas tudi, da se prijavite na moj kanal, torej na tale kanal, kjer me zdaj gledate, kjer vas čaka še veliko novih zanimivih vsebin, torej kot sem povedala, torej Jupiter se bo predstavil v dvojčka, bom naredila napoved na blogu mojem, torej ki je na oracleoflight.org, na moji spletni strani, ali bom pa posnela napoved
nisem se še čisto odločila, ampak zagotovo bom enega posnela, torej ali prestop Jupitra v dvojčka ali pa Rahu in Ketu ali pa oba. Če pa ne bom posnela, bom pa napisala blog objavo, zagotovo. Zdaj lahko se prijavite pri meni tudi na Jyotish svetovanje, da boste videli, kako bodo te energije vplivale na vas. Lahko se prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa kombinacijo tarota in Jyotisha, ali pa na kakšne druge, na druga svetovanja, jaz drugače vidim tudi v auro, to je vključeno pri vseh mojih svetovanjih. Drugače se lahko prijavite tudi na moje tečaje, torej tarota, cigank. Zdaj, če tečaj ne poteka, potem lahko kupite skripte, ki so zelo obsežne, zelo natančne in posnetke in vaje. V jeseni pripravljam tudi tečaj rozete, kamor se tudi lahko prijavite, že. Lahko se pa pri meni učite tudi naprednega Jyotisha, torej predvsem jaz učim tiste, ki že imajo neke osnove Jyotisha, jih učim potem poglobljenega Jyotisha, torej kako naredite eno tako zelo poglobljeno Jyotish analizo, take delam tudi sama. Imam res ogromno izkušenj, naredila sem res že veliko analiz, ker se s tem intenzivno ukvarjam že od leta 2011 in naredim par analiz na mesec, torej si lahko predstavljate, koliko analiz sem že naredila. Tako da vabljeni torej k meni na svetovanje, izobraževanje ali pa vabljeni, da me spremljate, torej moje napovedi, kakorkoli, torej lahko se pač povežete z mano, lahko tudi kje sodelujete, mi pišete na mail info@orakelc.si ali me pa pokličete na telefon, torej spodaj boste imeli prilepljene vse linke, pa imate tam kontakt, pa me lahko pokličete, pišete na mail in pač seveda vprašate, kar želite. Drugače vam pa za danes, torej za danes vas vse lepo pozdravljam, jaz upam, da vam bo ta video koristil, da vam bo ta moja napoved prinesla, bom rekla, nek uvid in želim vam lep dan še naprej.